Kuhinja v bolnici. Skoraj vedno so imeli kuharji na razpolago fižol, makarone, lečo in krompir. Ko je začela prihajati zavezniška pomoč, ni manjkalo niti riža, mleka v prahu in sladkorja. Kruh so jim v začetku pekli v vaseh, kasneje pa v partizanski pekarni v Cerknem. Preskrba z mesom je bila včasih pomanjkljiva, zelenjavo so dobivali s polj v bližini, za ostanki hrane pa so v bolnišnici zredili tudi 2 prašiča. Obtožena. V zgodovini partizanske bolnišnice Franja je zapisana tudi izkušnja, ki je še posebej zaznamovala 2 zdravnika, Viktorja Volčjaka in Franjo Bojc. Na osnovi pritožb nekaterih vplivnih ranjencev in komisarja bolnišnice je bil v juliju 1944 pri Višjem vojaškem sodišču 9. korpusa kazenski postopek proti omenjenima zdravnikoma. Očitali so jima netovariški odnos do osebja in ranjencev in malomarno izvrševanje dolžnosti ter jo obtožili žalitve zavezniške zastave. Postopek se je končal septembra 1944 s sklepom glavnega javnega tožilca pri predsedstvu takratni vladi, da kazenski pregon proti osumljencema ni utemeljen in da obtožba ni dopustna. Evakuacija. Dolgotrajna sovražnikova ofenziva po leti 1944 je predstavljala vedno večjo nevarnost za partizanske enote. Zaledne dejavnosti in še posebej partizanske bolnišnice na območju 9. korpusa. Korpusne enote so zato avgusta v dogovoru z glavnim štabom slovenske partizanske vojske izvedle evakuacijo ranjencev s Primorske, Gorenjske na Notranjsko, od koder so jih z letali pripeljali v Južno Italijo. Evakuacija ranjencev v Južno Italijo je bila zavezniška pomoč narodno-osvobodilnemu gibanju. Iz partizanskih bolnišnic Franja in Pavla je bilo evakuiranih okoli 80 ranjencev. Akcija je bila skrbno premišljena in organizirana. Pri prenosu ranjencev je sodelovalo 5 brigad z okoli 3000 borci. Leta 1952 je bila prvič zavarovana kot kulturni spomenik. Leta 1999 je bila razglašena za spomenik državnega pomena in leta 2000 je bila vpisana na seznam svetovne dediščine pri UNICEF-u. Njen pomen za evropsko kulturo, skupno evropsko identiteto in vrednote poudarja znak evropske dediščine, ki ga je prejela leta 2015. Moramo vedeti, da ljudje in bolničarji in zdravniki, ki so opravljali tukaj delo, so res v svojem življenju opravili veliko častno dejanje. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.